Pozdravljeni vrtičkarji, danes se bomo posvetili sajenju citrusov v lonce. Posadili bomo sorto limonovca Majer. To je sorta, ki je priporočljiva za gojenje v loncih, saj zraste manjši. Povsem enaka pravila za sajenje veljajo tudi za pomarančevec in pa mandarinovec, ter tudi ostale citruse. Za sajenje uporabimo glinaste lonce. Zakaj glinaste? Glinasti lonci bolje vpijajo vlago, se pravi vodo, kot pa plastični. Res je, da so nekoliko težji, vendar je pri gojenju citrusov zelo pomembno, da je zemlja in pa tudi, se pravi, lonec prepusten za vodo. Tako bomo preprečili, da bi se pri citrusih pojavljale kakšne bolezni, da bi korenine gnile, da preprečimo spiranje zemlje med glinopor in pa seveda iz lonca v spodnjem delu. Spodnjo plast in pa nad glinopor postavimo košček odrezane koprine, tako bomo preprečili, da izpiranje zemlje v globje plasti. Za citruse vedno izbirajmo tako peščeno ilovnato zemljo, takšno je najboljša nekje, ne? Lahko uporabimo čisto navadno vrtno zemljo, vkolikor je vrtna zemlja slabše kakovosti. Seveda uporabljamo tudi namenske kakovostne substrate za citruse, ki jih mešamo za vrtno zemljo. Naj pa poudarim, pri citrusih niso tako zahtevni, kot se zdi na prvi pogled. Zemlja za citruse naj bo odcedna, hkrati pa naj zadržuje dovolj vode. Tudi ko jih bomo zalivali, moramo upoštevati, da se med zalivanji zgornji del zemlje nekoliko presuši. Poleti jih bomo seveda zalivali več, po zimi pa manj. Tako, v vrtni zemlji smo dodali tudi nekaj specialnega substrata za citruse. Tej mešanici seveda dodamo lahko tudi nekaj malega gnojila za citruse. Tudi pri gnojilu naj poudarim, da je bolje gnojiti nekoliko manj, kot pa preveč, kajti citrusi ne marajo prekomernega gnojenja. Pred sajenjem je nujno potopiti sadiko v vedro vode. S tem omočimo koreninsko grudo, da preprečimo izsuševanje posajene sadike. Te sadike so namreč gojene v takšni zemlji, da se hitro izsuši, zato pred sajenjem ne pozabimo na dobro namakane koreninske grude. No, danes bom posadil sorto limonovca Majer. Sorta Majer je nižje in bolj kompaktne rasti, zato je zelo primerna sorta limonovca, ki jo gojimo tudi v celinskih razmerah kot posodovko. No, tukaj vidimo sadiko, ki je balirana. V tem primeru tole balira, bi rekel tale kot ovoj, se pravi odstranimo tudi opornice in pa sadiko presadimo tako globoko, kot je posajena tule notri. Se pravi tako globoko, da je cepljeno mesto gleda nad zemljo. Po sajenju je zelo pomembno, da sadiko prikrajšamo nekje na 50 oziroma mogoče največ 60 cm. S tem bomo pospešili drugo leto spomladi razraščanje v spodnjem delu krošnje, tako da bomo dobili prve ogrodne veje. Krajšamo vedno v spomladanskem času. Če sadimo spomladi, prikrajšamo takoj po sajenju, če sadimo jeseni, počakajmo do pomladi in nekje marca meseca prikrajšamo na 50 do 60 cm. Sadiki dodamo tudi nekaj gnojila za citruse, pri tem pazimo, da gnojilo ne pride v stik s koreninami, zato najprej obsujemo za zemljo tole koreninsko grudo, da gnojilo ne bo v stiku s koreninami. To naredimo tako, da najprej naredimo nekaj, se pravi obsujemo koreninsko grudo, tu vidimo gnojilo, zdaj bomo pa še zasuli ta del, do konca zasuli z zemljo, se pravi za mešanico zemlje za citruse in pa vrtno zemljo. Oboje smo zmešali, da zemlja ni premočna, tako bodo citrusi najlepše uspevali in nam bodo v veliko veselje. Tako, limonovec sorta Majer je sedaj posajen. Po sajenju odstranimo tudi tele opornice in pa tale rastlinski potni list tule spodaj.
da tega slučajno ne pozabite, zato ker bo to moteče potem kasneje pri rasti, kaj točno, katero sorto ste posadili, te listke si lahko shranite. Pustite le eno opornico, tako da se steblo ne bo poškodovalo in zelo narahlo privežite na osmico tole steblo k opornici. No, še nekaj kratkih nasvetov za prezimovanje citrusov. Zdaj na jesen pred zimo, se pravi pred prvim mrazom, jih bo treba odnesti v svetel in zelo hladen prostor, kjer ne zmrzuje. Idealna temperatura je nekje 2 do 5 stopinje in pa, kot sem že povedal, zelo svetel. V nasprotnem primeru bodo citrusi, tako limonovci, mandarinovci kot tudi drugi, odvrgli liste. Če bo prevelik šok, prevelika sprememba, in pa tudi pomembno je zalivanje. Zalivati je treba vedno s postano vodo, citrusi ne marajo klora, to pomeni, da mora voda nekaj časa odstati, kakšen teden, šele na to se jih lahko zalije. V zimskem času je treba zalivati zelo pomalo, mogoče samo enkrat na mesec, to je treba sprobati kar s prstom in če ugotovimo nekje na globini, da je zemlja suha, v tem primeru je treba zaliti. Tako, nasvet o jesenskem sajenju citrusov je končan. Moje ime je Brezovec Primož, veseli me, da letos vrtnarimo skupaj.